karkoli, ker smo na glavo našopali z vsemi mogočimi stvarmi. In to nas nauči, da je specializacija osnova vsakega dosežka. Noben dosežek ne prihaja iz splošnosti, iz neke širine, ko govorimo o širini, nisem še poznal človeka, ki bi res bil splošno in široko izobražen in hkrati dober in res, da bi imel neke pomembne dosežke. Poznamo ljudi, ki so dobri na več področjih hkrati, ampak da pa bi bil človek resnično splošno izobražen in hkrati dober in imel nekaj za pokazati, to pa ni mogoče. Zato, ker je, rečemo, kao splošno izobrazba pač preveč razširjena. Tako da jaz bi osebno predlagal, da se specializacija v šolskem sistemu začne čim prej. Ker prvič, to je poveča učinkovitost. Če imate vi specializirano izobraževanje, je izkoristek pouka večji. Zakaj? Zato, ker je interes večji. Na splošni izobrazbi zanimate 2-3 predmete. Kak izkoristek je to? 70% časa, ki ga boš ti porabil za učenje, ki ga bodo tvoji učitelji porabili za učenje, bo šel v nič, to boš pozabil v 6 mesecih. Tako da specializacija omogoča prvič boljše vlaganje denarja, ker se za enak trud bistveno več iztrži, drugič omogoča hitrejše napredovanje samega človeka in tretjič, v specializiranem sistemu človek lahko učinkovito dela. Če morajo biti razdeljena 15 različnih področji, pa garati na vsakem, niti do garanja 15 različnih področjih. Če pa je omogočena specializacija, pa tudi ljudje boljše delajo, zato ker se ne rabijo ukvarjati s stvarmi, ki jih ne zanimajo. Ampak recimo, če poznaš tisto, elektrike nismo razumeli na ta način, da smo poskusili nadgraditi svečo. Skratka, neke vrste interdisciplinarnost oziroma širše poznavanje vse določenega področja pa je vseeno pomembno. Misliš, da ne? Ker drugače ostanemo v omejenosti. Rečemo tako, to je resnično nobeno področje ne stoji res samostojno. Zato vedno, tudi v fiziki je prišlo čuda specializacije. Specializirali se bomo točno za preučevanje, svetlobe, v 19. stoletju. Specializirali smo se za preučevanje svetlobe. Potem pa se zabije v eno stvar, ki se imenuje sevanje črnega telesa. To je v bistvu keramična škatla, polna saj, ki jo segrevamo zunaj s plinskim gorilnikom. Eksperiment. Ki potem, ko ga ustrezno razvijemo, ugotovimo, da ga s klasičnimi metodami sploh ne znamo več rešiti. Se pravi, nas to avtomatično vodi na neko novo področje, ki se mu danes reče moderna fizika. Tako da res je, elektrike nismo izumili s tem, da bi poskušali nagraditi svečo, ampak po drugi strani namen elektrike sploh ni bil, da bi nadomestil razsvetljavo. Elektrika se je začela prvič praktično po naključju pri raziskavah trenja, statična elektrika. In šele daleč potem smo ugotovili, kaj se dejansko da z njo vse početi. To je pač ravno poanta, da se raziskavami čez nekih tretjih zadev lahko izkaže potem uporabnost na področjih, kjer tega sploh ne bi predvidevali. Skratka, poanta je v tem, da ne moramo predvidevati, kaj je v danem trenutku pomembno, ampak pravzaprav pomembno zgolj to, da pustimo raziskovalcem na posameznih oddelkih, da se pa če tudi široko ukvarjajo z nekim določenim področjem, ne glede na to, ali se to nekomu zdi trenutno zelo ekonomsko aktualno ali pač ne. No, ampak to ni več vprašanje same specializacije. Vprašanje specializacije je, kako bomo mi dobili te različne raziskovalce na različnih področjih. Če bomo čakali, če se bodo lahko šele pri 19 letih začeli specializirati, bomo zagotovo to dobili počasneje, kot če bomo to omogočili že, pri 14. Seveda, pri 14 je točno specifično poklicno usmerjene, ti boš preučeval atomska jedra, je seveda neumno. To je niti nemogoče, to ne bi bilo zdravo. Ljudje imajo konec koncev različne interese. Zagotovo pa obstaja skupek nekih interesov in zmožnosti, ki se pri tej starosti že pokažejo in ki bodo človeku ostala
ki bodo potem človeka spremljali celo življenje. Važna je motivacija, ne pa neki določeni standard. Točno. Zdaj pa me zanima še, recimo, ko govorimo o tehniki, o tehnologiji, kakšen je za tebe potem položaj družboslovja? Ali se ti ne zdi, da na nek način pravzaprav vsak sistem temelji tudi na neki ne zgolj tehnološki osnovi, ampak na tem, da pravzaprav bi mi danes morali tehnologijo uporabljati kot sredstvo, ne pa kot cilj sam na sebi in pravzaprav nam manjka neka določena družbena pogodba. To, zakaj se sploh opredeljujemo do tehnologije, na kakšen način jo bomo uporabili. Ti praviš, recimo, da je Herman Potočnik nad Slavojem Žižkom. Ali pa misliš, da je sploh neke take vrste tekmovalna miselnost v znanostih sploh smiselna. Kaj ti moramo vedeti, da recimo danes tudi neki podjetniki, menedžeri in tako naprej ne govorijo več zgolj o tem, kakšna sredstva v uporabi, katero tehnologijo, proizvodnjo, ampak tudi o tem, kakšni bodo širši družbeni učinki tega, kar oni delajo, kakšni bodo recimo ekološki učinki tega, kar delajo. In zato, da njima potrebujemo tudi neko družbeno ideologijo oziroma analizo družbenega stanja, da potem tudi vemo, kam nas to pelje. No, tu nastaneta dva problema. Prvič, jaz se strinjam, da tekmovalnost ni na mestu in zaradi tega sem tudi dal tak primer, ne. Ker družba sama nas sili v tekmovanje. Ne? Imamo omejena finančna sredstva. Ne? In zdaj se moramo odločiti, ali bomo rajši obnovili železniški muzej ali ljubljansko Dramo. Ne? Odločili smo se za ljubljansko Dramo. Ne? Zakaj? Imamo omejena finančna sredstva, bomo rajši to dali filozofski fakulteti ali v Ljubljani ali bomo dali fakulteti za strojništvo. Ne? Odločili smo se za filozofsko fakulteto. Ne? Se pravi, sama omejenost virov zahteva neko tekmovanje in sedaj je zaradi ugleda družboslovja stanje takšno, da družboslovje preprosto pobere, rečimo, kar zajeten del finančnih sredstev, ki bi se jih, po mojem mnenju, dalo boljše izkoristiti. Ne? Pa, drugi problem pa je seveda tem, da mi rabimo neko družbeno analizo, ampak z družboslovnimi analizami je vedno ta problem, da če se je 3 ljudje lotijo, dobijo 3 kontradiktorne rezultate. Ne? Ravno to družboslovje, rečemo, manjka načelo konvergence, ne? Ki zahteva preprosto, če mi imamo več trditev o istem pojavu, ne? Morajo vse nakazovati isto točko, če ne, jih je vsaj nekaj ali pa so vse zmotne. Ne? Ampak recimo, ti imaš to strogo delitev humanistične družboslovne znanosti, na eni strani pa strogo naravoslovje. Ali se ni zdi, da danes recimo v času tudi moderne kvantne fizike vse prehaja bolj na to, kako pravzaprav tudi mi, ko delamo eksperiment, ki bi naj bil povsem nepozitivistično gledano hardcore znanost, sami vplivamo na njegov potek oziroma tudi določenih ko bi rekel, količin ni mogoče meriti hkrati, recimo, to obstaja pač nek princip Heisenbergov. Ampak to se vedno pozablja pri Heisenbergovem principu, da to velja na ravni atoma, ne pa na ravni človeka. Ne? To je taka zelo slaba navada, da se prevaja načela kvantne fizike, ki veljajo čas 10 na minus 30 sekunde, zdaj pa to bo veljalo za 100 let. Ne? To je res, ampak če gledamo na Zeiningerja in te kvantne fizike, oni recimo na ravni atomov pokazuje, kako pravzaprav naše opazovanje določenega poteka cepitve, delitve atomov lahko spremeni ta proces, hkrati pa potem lahko apliciramo to na človeka, ker recimo poznamo v psihoterapiji, obstaja znan eksperiment oziroma metaanaliza različnih študij Lubolskega, ki pravi, da pravzaprav najbolj efektivne so tiste študije, v katere verjame sam terapeut. Kar pomeni, da hkrati že ima človek sam, ko deluje v nekem procesu, hkrati vpliv na nje. Tako da gre za neko konvergenco tudi znanosti, kot je recimo umetnost. Zdaj se mi zanimivo, za tebe je umetnost pravzaprav nekako zanimivo je bilo to, da nikjer ne omeniš pisoarja, Marcela Duchampa, ker se mi zdi, da nekako zate to predstavlja bistvo umetnosti. Skratka, kaj je umetnost? To je pisoar. Umetnost je tisto, kar nekdo se podpiše, poda na razstavo in širša družbena oziroma institucionalni okvir umetnikov to razglasi kot umetnost. Po drugi strani je pa vrednost nečesa takega, potem pač naravni pisoarja. Zelo da rabimo pisoarja, še celo za to velja, pa za Michelangelovega Davida, to velja. To je prvič, Davida je nekdo naročil, ne?
In ko je bil kip narejen, ne, ja, niso bili zadovoljni z njim, ne, mi tega ne bomo plačali, mi nismo naročili takega kipa, ne. Tako da, recimo, odnos do, recimo, stare umetnosti v 16. stoletju, ne, je bil zelo podoben odnosu, ki ga imamo danes mi do sodobne, ne. Umetnost je bila v preteklosti mogoče celo bolj komercialna kot danes, ne. Ampak vedno gre za to, ja, mi smo naročili neko umetniško delo, ne, za svoj lastni užitek, ne. Ti nisi naredil tega, kar smo mi hoteli, ne. On nam je pač dal pisoar, ne. Michelangelo nam je naredil Davida s premalim lulekom in prevelikim nosom, ne. Pa ni bilo všeč naročniku, ne. Tako da ta odnos se prav nič ne spreminja, ne. Ampak zakaj, recimo, David umetnina, ja, ba je impresivno, če ga gledaš, ne. Ampak vizualna impresija lahko izvira iz kupa različnih stvari, ne. Tudi iz Trboveljskega dimnika, če uporablja primer, ne, iz majske diskusije, ne, to je impresivna stvar, ne. Zgrajena na zelo impresivne mesto, ne, kjer pričakovali so že porušil, ne. Tako da, tu gre res za določitev avtoritete, ki je mogoče podprta z nekim splošnim mnenjem, v primeru Davida, ne, ali v nasprotju s splošnim mnenjem v primerjavi, ne vem, s kako literaturo, ne. Tako da, pač, določena literarna dela so po splošnem mnenju brezvezna pa dolgočasna, ne, so pa velike umetnine. Tako praviš, da med nekim klasikom, Flaubertjem in Harryjem Potterjem pravzaprav ni nujno razlike? Ne, ni razlike. Zdaj pa me zanima, na ravni posameznika, vseeno pa, glede na to, da pač predlagaš spremembe, oziroma podajaš predloge za spremembo ustave, nekako verjameš posameznika, glede na to, da pravzaprav zagovarjaš sistem ustavni, ki bi tudi dal večjo moč neki neposredni demokraciji. Ja, kaj nam pa drugega? Rečem, da je neka posredna demokracija, več kot je posrednikov, ne, večje so težave, ne. Večja kot je volilna baza, težje je podkupiti, ne. Se pravi, in težje je seveda z njo manipulirati, ne. Manipulirati s skupino nekih elektorjev je bistveno lažje kot manipulirati s celotnim narodom. Sicer se še vedno da, to se vsak dan dogaja, ne, ampak bistveno lažje je manipulirati z 90 poslanci, kot pa za milijonom volilnih upravičencev, ne. In zdaj drugič, neposredna, sama demokracija ne zagotavlja neke stabilnosti, je konec koncev tudi precej nevaren sistem, ker lahko pripelje do aktivnih izbruhov, sovraštva proti manjšinam in tako naprej, ne. Ampak to je eden izmed redkih sistemov, kjer je zagotovljeno, da se ljudje ne bodo pritoževali, ne, ker so ljudje naenkrat sami odgovorni, ne. Pritožuje se mogoče nad tem, ja, kakšne ljudi smo se izvolili, ne, ampak se pritožuje nad samimi sabo, ne. Medtem ko pa vsi ostali sistemi običajno temelijo na neki diktaturi oziroma na neki karizmatični oblasti, ne, ki običajno obstaja, dokler je vodja živ, ne, ampak glede na to, da pa predlagaš še eno drugo, ne zgolj spremembo volilnega sistema, ampak tudi spremembo oziroma jasno definicijo tega, kaj je socialna država, danes je to zelo prazna beseda, se vseeno nekako umeščaš na neko opcijo, vseeno ti je bližje, kaj? Bližje mi je leva kot desna, no, ampak tukaj gre, dobro, to pač zopet, politika je zopet stvar, kakor ti paša, ne. To nikakor ni racionalna stvar, lahko je racionalizirana, ampak nobena ideologija ni racionalna, ne. To je zopet v to, kaj mi sami verjamemo. To, kar so nas iracionalno prepričali, da je res. In imaš za gledalce te spletne oddaje kako sporočilo, katero bi rado bi verjeli? Trenutno se mi na misel ne pade nič takšnega, razen seveda tega, da če pa samo poslušaš, kaj drugi ljudje govorijo, hitro pozabiš, da imaš tudi sam svoj lasten glas. In zagotovo ga je potrebno razvijati, kar pa v okviru tradicionalnega šolstva, tradicionalne cerkve, tradicionalne politike itd. Ni najbolj možno.